Koša folk in dobrodošli v nov YouTube video. Kot ste prebrali iz naslova folk, danes bomo govorili o tem, kako izgubiti telesno maščobo. Trenutno, kot veste, jaz sem na pripravah za moj prvi neti bodybuilding show, prvo tekmo. Sem 10 tednov do tekme in jaz bi rekel, da trenutno sem že v neki formi, ki bi večino folka bili zadovoljni za nek summer body oziroma izklesanost. V današnjem videu bom jaz naredil klasično svoj trening. Danes imam hamstring focus leg day, trening nog z fokusom na zadnjo ložo in bom skozi trening razlagal oziroma dajal svoje nasvete, kako sem jaz z začetkom tega prepa, torej z začetkom temi pripravami se lotil izgube telesne maščobe in v bistvu sem že tretjič zapored dosegel neko transformacijo, torej iz malo bolj debelega v še kar izklesano, bi se reklo. Današnji trening folk začenjamo okoli 3 popoldan, tako da ob teh urah jaz ne rad jemljem tistih stimulant pre-workoutov, tako da Thor Steam Free, pre-workout brez kofeina, samo pump sestavine za čim boljši pump, čim bolj sočen pump in moj najljubši okus mango maračuja. Kot vedno, na Jim Beam izdelkih, torej prehranskih dodatkih, oblačilih, dodatkih z Jim, lahko uporabiš kodo MAX5 za 5% popusta in da mene direktno suportaš. Za začetek tega videa daj ga podpri takoj z enim lajkom, subscribaj se, če še nisi na moj YouTube channel in gremo direktno začeti z treningom in z nasveti. Torej, kako sploh začeti ta proces? 16 tednov nazaj, ko sem začel z pripravami, recimo, da prva stvar, s katero začnemo, je lahko prehrana. To je lahko nekako prva točka. Čuli ste že milijonkrat kalorijski deficit, ampak kako realno razumeti, da si v kalorijskem deficitu, kako pač videti, vsaj iz vidika prehrane. Če si nikoli nisi štel ali štela kalorije, bo to zelo, zelo težko, da sploh veš, kje začeti. Tako da tukaj bi ti dal nasvet, pejdi na TDEE kalkulator na Google, napiši svoje podatke in ti bo dalo neko približno oceno, koliko kalorij moraš jesti, da zadržiš svojo kilažo. In tukaj se potem postaviš v kalorijski deficit in sicer zbiješ, ne vem, če hočeš malo bolj agresivno zgubljati, zbiješ 500 kalorij, če hočeš malo bolj postopoma, zbiješ 300 kalorij. Ta cilj kalorij si zapišeš potem v aplikacijo MyFitnessPal in si vsak dan zapisuješ to, kar ješ, vsaj za en teden, da pač vidiš sploh, kaj ješ, koliko imajo prehrane nekih makronutrientov, mikronutrientov, kalorij. To je nekako zelo osnoven začetek. Koliko kalorij daš ti v svoje telo in koliko jih porabiš. Zdaj, glede porabe bomo potem šli na aktivnost, na treninge in to. Tukaj veš, da si pravilno v deficitu, če pač iz tedna v teden izgubljaš počasi kilažo, ne? Zdaj, tukaj, če gremo glede kalorij, potem so stvari, kot so makronutrienti. Torej beljakovine, ogljikovi hidrati, maščobe. Glede beljakovin, en zelo generalen nasvet, ki mislim, da velja za večino, če je to pač za moške, je to, da se držiš nekje okoli 2 gramov beljakovin na kilogram telesne teže. Za ženske malo manj, za ženske ne rabi toliko, tam bi se držal nekje od 1,2 do 1,5 največ gramov beljakovin na kilogram telesne teže. Beljakovine, ki jih zaužiješ skozi dan, so zelo, zelo pomembne, da vsak dan zadaniš ta cilj. In tukaj, kot vidite, torej bolj kot si podroben, boljši bojo rezultati. Tudi potem viri te hrane, teh kalorij, ki si jih zaračunal, ja, lahko vse dobiš od piškotov, nutele in kruha. Koliko je to optimalno, glede na to, če mogoče zbiraš neke kvalitetne izbire hran, torej kvalitetne vire beljakovin, glede maščob, zbirati res one zdrave maščobe, olivno olje, oreščki, zdrave maščobne ribe,
maščobno meso, seveda pa tukaj maščobe omejiti glede na kalorije, ker so pač na gram najbolj kalorijske. In potem ugljikovi hidrati, kot smo rekli. Na koncu ugljikovi hidrati so vse energija, sladkor, v različnih oblikah. Imaš tiste, ki se prebavljajo hitro, tiste, ki se počasi. Ampak načeloma poskušaj izbirati the big three, in sicer riž, testenine, krompir in potem stvari, kot so, ne vem, ovseni kosmiči, sadje, še posebej v procesu izgube telesne maščobe, top, pač izbiraj sadje, kolikor le lahko. Tako da tukaj edina stvar, ki mi še pade na pamet, da bi dodal, če želiš biti še bolj podroben, je to, da si nekako enakomerno te kalorije in makronutriente razporediš skozi obroke. Zdaj, ne rabiš biti bodybuilder in imeti 5-6 obrokov na dan, ker verjamem, da je to iz časovnega vidika težko, vem, ampak vsaj dej imej vse te kalorije in makronutriente razporejene v najmanj 3 obroke. 3 do 4 obroke za lifestyle folk, ki ne bodybuilda, je zelo, zelo dobro, zelo, zelo optimalno. Prebava ti bo zelo, zelo hvaležna in če imaš slabo prebavo in če greš na to, da si pač razporediš malo bolj hrano, beljakovine in tako naprej, se ti bo sigurno izboljšala in bo tudi pomagala procesu izgube telesne maščobe. Mislim, da glede prehrane bi bilo to. Če upoštevaš vse to, kar sem ti rekel, it's gonna be good. Druga stvar, aktivnost. Če razdelimo aktivnost na kardio in na trening, gremo začeti na primer s kardio. Jaz osebno sem takoj na začetku priprav začel delati malo več kardija, jaz sem ga delal tudi prej, ampak sem pač zvišal svojo aktivnost. Sem dodal 10 minut kardija. Zdaj, zvišanje aktivnosti ne rabi biti to, da delaš kardio v fitnessu. Lahko je. Lahko pa je zvišanje aktivnosti samo neka stvar, ker začneš delati več korakov skozi dan, se začneš več premikati, greš na več sprehodov, na daljše sprehode. To vse vpliva na to, da pokuriš več kalorij in torej in and out, tisto, ki smo prej govorili. Torej, koliko kalorij pride in notri v telo in koliko kalorij gre out. To pomeni povišana aktivnost, več kalorij gre ven. Če pa hočeš biti malo bolj napreden, torej bolj fitness scena, to, kar delamo mi tukaj, je to kardio v fitnessu. Tukaj izbiraj nek low intensity kardio, nekaj nizko intenzitetnega. Ali je to hoja navzgor, to je hoja v hrib na treadmillu, počasna hoja, torej srčni utrip naj ne presega 130, ali pa mogoče kakšne tiste stopnice, kolesarjenje, karkoli od tega je kvalificirano pod ta low intensity steady cardio, ki ga potem pač skozi ta proces lahko imaš kot spremenljivko, da ga postopoma zvišuješ, torej to je ena spremenljivka, druga spremenljivka pa je prehrana, ki smo jo prej govorili, torej da postopoma znižuješ prehrano oziroma kalorije. Tako da to so večinoma dve spremenljivki, s katerimi se igraš, ko si v procesu izgube telesne maščobe. Glede tega kardija, glede aktivnosti smo dali čez vse. Zdaj, če gremo na aktivnost oziroma treniranje mišic. Če ne treniraš mišice in želiš izgubiti telesno maščobo, ti priporočam, da začneš, ker je to zelo, zelo, zelo dober način treniranja. Zato, ker stimulira izgubo telesne maščobe. Glede treningu, najpomembnejša stvar v procesu izgube telesne maščobe je to, da se boriš proti svojemu telesu oziroma da poskušaš zadržati čim več mišične mase, ki jo imaš, ali ki si jo pač zgradila prej, ali to, kar je pač tvoja začetna točka. Ampak fora je, da se moraš boriti na treningih
ker s tem, ko boš imel vedno manj hrane, vedno več kardija, vedno več stresa na telesu, je potem na treningih vedno težje trenirati z isto intenziteto kot pa prej, ker je pač manj energije, manj volje mogoče tudi. In tudi glede stila treniranja. Veliko ljudi si misli, da ko sem na procesu izgube telesne maščobe, lahko treniram bolj v easy. Lih takrat moraš iti, pač se boriti, kot smo rekli. Jaz niti ne bi sploh tikal specifično tvojega workout programa. Jaz bi začel popolnoma isti workout program, isti volumen, iste vaje, da telo v bistvu glede treningov ne čuti razlike. To je 100% doseči nemogoče. Moč bo sigurno padla, v glavi moraš imeti na to, da se ne predaš. Zdaj, ki smo na tem delu treninga, sta mi prišla na pamet še dve stvari glede naprej. Torej, glede prehrane. Še ena stvar, ki lahko ful optimiziraš glede prehrane, je to, da nekako okrožiš trening z ogljikovimi hidrati. Torej, najpomembnejši obroki morajo biti tisti pred treningom, med treningom, kot na primer jaz, ki imam med treningom cluster dextrin in sicer hitre ogljikove hidrate. Torej, obrok pred treningom, kaj poješ, da boš dal res to gorivo telesu pred treningom, da se to dobro in hitro prebavi. Kaj boš dal telesu med treningom, torej gorivo med treningom, in kaj boš dal telesu po treningu, takoj po treningu, torej post-workout meal, kar se hitro prebavi in hitro absorbira. Tako da to glede prehrane, glede kardija. Je tukaj lahko vprašanje, kdaj je najboljše delati kardio, ali je to pred treningom, po treningu, kakorkoli. Torej, najbolj idealna stvar je, da delaš kardio popolnoma na prazen želodec. Načeloma takrat telo, ko v njem ne potekajo nobeni procesi prebave, je takrat kardio načeloma najbolj efektiven za izgubo telesne maščobe. Če pa ga ne moreš delati takrat, pa je potem najboljše, da ga narediš po treningu. Torej, da ne izčrpaš telo energije z kardijom pred treningom, da si potem pokvariš trening, ampak da prvo narediš trening, torej treniranje mišic mora biti vedno najpomembnejše, in po treningu narediš še kardio, pač ali je to na treadmillu, ali je to na stopnicah, ali je to na kolesu, kot smo rekli. Come on. Ajde. Come on. Ja. Hrvemo. Dihaj, Right. Yes. Ja, še. Ajde, come on. Make it hard, come on. Mora biti teško, gremo. Ajde. Yes. Come on. Yes. One more. Come on. Še baš. Come on. Ajde, let's go. Gremo, come on. Feniks. Ja. Ajde ti. Ajde. Go. Yes. Še. Glede treninga, glede aktivnosti bi bilo to. In še zadnja stvar, zelo pomembna, ki folk ne daje dovolj pomembnosti na njo, je regeneracija in spanec. Če začnemo s spancem, spanec folk je najboljši dodatek, steroid, karkoli lahko rečete za neki, ki ti doda eno
ogromno vrednost. Premalo folka ga jemlje pač resno. Tako da, še posebej, ko si mlad, rabiš dosti spanca. Tako da v njih 7-8 ur mora biti pač must have vsak dan. Ko si v obdobjih pridobivanja, takrat še več, ampak dobro, danes govorimo o obdobjih izgube telesne maščobe, tako da in naj to tudi kvaliteten spanec. Če ga lahko trekaš, trekaj si spanec. In potem glede regeneracije. Torej, regeneracija v procesu izgube telesne maščobe je malo manj pomembna, torej, če govorimo o regeneraciji mišic, kot pa v obdobjih pridobivanja. Ker načeloma hočeš stalno, da je nekako stres na mišicah, da pač stalno stimuliraš mišice, da je aktivnost visoka, ampak zdaj tudi ni pametno trenirati vsak dan, ne. Jaz mislim, da je tam nekje najboljše, tako 3-4 dni treniraš in potem en dan pauze. 3-4 dni treniraš, en dan pauze. Bolj izkušen kot si, več pauze boš mogel si vzeti, ker pač do višje intenzitete treninga boš prišel oziroma prišla. Ne rabiš vzeti toliko rezdejo, kot da bi si v kakšnem bulku, ampak vseeno glej na to, da ko imaš regeneracijo, da pač res počivaš, da ne daš telo pod stres, da se lahko res telo spočije in da potem naslednjih 3-4 dni pač lahko spet naprej delaš, kot moraš. To je to. Še zadnja stvar, ki bi povedal, je to, da iz mentalnega vidika, torej, če začneš ta proces, samo da enkrat izgledaš dobro, torej, da se znebiš enkrat te telesne maščobe in da se ne naučiš iz tega nič, torej nobenih zdravih navad glede prehrane in glede treniranja, boš potem cel napredek izgubil zelo hitro. Recimo 1 mesec, 2 meseca potem, ko si prišel v svojo formo življenja, boš prišel v najslabšo formo življenja, ker je tisto obdobje potem, ko se zrežeš, ko se izklecaš, najtežje, ker si takrat najbolj lačen, je takrat telo res, bi se reklo, trash can, lahko ješ milijon. In če nisi pripravljen iz mentalnega vidika na to, da je to nek slog življenja in ne samo enkratni proces, boš si potem vse pokvaril, kar si dobrega naredil. Jaz bi raje rekel vam, da si daste neke realistične cilje, da jih dosežete počasi in da se pač to spremeni v nek način življenja, ki ga potem zadržiš iz leta v leto. To je bilo moje vodilo oziroma moji nasveti, ki so pač meni pomagali v vseh mojih letih treniranja pri izgubi telesne maščobe. Če slučajno potrebuješ nekoga, da te vodi skozi proces izgube telesne maščobe in se ti ne da sam učiti o tem, jaz in Leo imava For My Future Coaching. Link do prijave na For My Future Coaching imaš tudi v opisu. Če vam je video bil všeč, dajte ga absolutno supportati kakšnim lajkom, kakšnim komentarjem, dajte komentirati, kako so se vam zdeli nasveti oziroma kateri nasvet ti bo prišel najbolj prav. Absolutno, če še nisi, se subscribe na YouTube channel. V opisu tega videa, kot vedno, najdeš vse moje linke do For My Future, drop številka 4 je online. Hvala folk, če ste pogledali video čisto do konca. To je to od mene za ta YouTube video in se vidimo naslednjo sredo ob 6 v novem YouTube videu.